kolesarstvo na splošno mi je v krvi, že cirka 27 let sem aktiven. Vsa nadgradnja temu kolesarstvu, ki sem ga dal v življenju skozi, je pa ta ultra ekstremno kolesarstvo. E-hub sem začel voziti letos pozimi. Zvedel sem to od Janija Brajkoviča, ki je eden najboljših profesionalnih kolesarjev v nas in tudi v svetu. Dobil sem možnost, da to testiram in že prvi vtisi so bili zelo pozitivni. Malo sem se posvetoval tudi s temi fanti, ki so to že prej vozili in vsi so pohvalili. Po nekaj časa sem to začutil, da ta stvar dela. Takrat v klanc, ki ga pohodam na težkem prenosu, se mi zdi, da je izredno dober ta mrtvi hod, ki ga imaš v tem stanju pedala enega gor, enega dol, da lažje premostiš in se mi zdi, da me kar potegne naprej, pri vsakemu obratu pedala, tako da stvar deluje in je pohvale vreden tole. Ho notato che queste ruote hanno migliorato la mia prestazione sia in salita che in pianura e anche in volata. Avendo trovato il mozzo giusto si riesce a andare più forte facendo meno fatica e quindi direi che è un ottimo risultato. Predvsem sem dobil zelo dober občutek na kolesu, na vzponih. Začel sem razvijati večjo hitrost in z večjo močjo sem premagoval vzpone, ker sem invalid leve roke, tudi ob temu mi pomaga zelo dobro pesta e-hub, zato sem zelo navdušen nad njo in mogoče tudi mehkobo in lažje razviješ večjo moč na vzponih. E-hub uporabljam od lanskega leta. Občutki takoj v začetku jih nisem zaznal. Ko sem speljal tam dobrih 300-400 km, sem pa potem posebej v klancih občutil razliko med navadno in resto e-hub. E-hub uporabljam leto pa pol. Vedno sem pripravljen na nove izzive in ko sem zadevo podrobneje na internetu preučil, sem se odločil, da probam in v bistvu res so bile razlike zelo velike. Pri nas je pomembno, da iz kolesarskega dela priješ čim bolj spočiti na tekaški del. Odkar sem začel trenirati z obroči e-hub, se mi zdi, da je v bistvu prav zaradi teh prehodov manj obremenitev na kolena in to občutim na teku in tu imam v bistvu čase veliko boljše, kot sem jih pa dosegel prej. E-hub pesta pomaga predvsem v gorskem kolesarstvu, meni osebno na tehničnih odsekih, se pravi mogoče kakšne suhe rečne struge, kjer je potreben lažji prehod čez te grbine, skale. Tu je največja razlika. E-hub ho provato prima volta circa un anno fa, prima sulla bici da strada, dopo ho provato anche sulla mountain bike e sono rimasto contento. Prima differenza che ho notato è proprio la pedalata rotonda, liscia e soprattutto meno tensione in ginocchia. Per questo io raccomando soprattutto per le gare a lunga distanza, perché più che si pedala meglio è. E-hub uporabljam zdaj drugo leto. Najbolj se poznal klance, nekako občutek sem imel, da se mi pa najbolj pozna na teh zelo lovitih terenih po Krasu, pa gor po Goričkem, kjer imaš pač krajše špice, lahko hitro preavzic, se pravi stoje prevoziš in tam se je res zadeva zelo poznala. Recimo, da leta za spremembo nisem imel nič problemov s koleni na ramo, drugače običajno manj kar malo sem mogel tudi že reševati zadeve z raznimi povoji, letos pa tega ni bilo. Tako da je zadeva res zgleda kar blagodejna za sklepanje. Jaz imam, se pravim, dobre izkušnje. E-hub vozim sedaj že tretje leto. Ko sem testiral e-hub, takoj nisem našel prve trdote. S časoma, ko to stvar dobro stestiraš, je sigurno, da voziš s temi pestami kako predstavljal više. Osebno občutim, da se najbolj pozna sploh v vožnji na klanc, ker je razlika, ali voziš ti po ravnini, ali voziš ti v klanc, odvisno tudi od počutja. To pomeni, da si tudi bistveno hitrejši. E-hub vozim približno pol leta. Meni osebno ni pomembna hitrost in tudi e-huba ne vozim zaradi teh 10%, ki jih pridobiš. Važno mi je bolj udobje, zaradi tega tudi vozim ležeče kolo. Kar se pozna pri e-hub pestu, pride do manjših deformacij v okvirju in je tudi vzpon zaradi tega bolj gladek. E-hub odpravlja ta mrtvi kot, kar se mi zdi, da mi poveča frekvenco vrtenja. Najprej se mi zdi, da je zelo pomembno, da izbereš pravo trdoto samega e-huba in največje razlike se bojo opazile v klancih in pa v pospeševanjih iz ovinkov. Tudi hitrost postane višja in s tem z isto močjo dobiš večjo hitrost in si enostavno hitrejši. Probaj, boš videl v klanc, ko ga pohodaš, sigurno ti nekaj prinese, to čutim jaz. Vsaka izboljšava ti prinese na času, pri isti obremenitvi, pri istem vložku energije je v bistvu lahko razlika med zmago in porazom. V kolesarstvu so danes razlike izredno majhne in zdaj, če imamo še eno mehansko izboljšavo na kolesu, je potem to.